Predvsem dve razlagi sta možni, da bo tale test skoraj hvalospel. Prva je ta, da sem postal že tak star, da so mi križanci naenkrat všeč. No, to ziher ne. Druga pa, da je GLC enostavno dober. Čeprav možna razlaga je samo ena, a ne? Če se spomnite prvega Anžetovega testa tega avta, boste vedeli, da mu je bil že takrat zelo všeč. Torej si pohvale zasluži tudi prenovljeni, a ne? Niti ne zaradi zunanjosti, ki je s tem terenskim paketom zelo zanimiva, čeprav je pa tale črna barva nedomiselna. Poglejte ga raj znotraj, je precej bolj sodoben. Prenova je prinesla to najnovejšo Mercedesovo armaturko z velikim zaslonom na dotik, digitalnimi merilniki, vse skupaj je zelo moderno in hkrati tudi uporabno. Zaslon je recimo zelo odziven, ima milijon nastavitev in meni je še posebej všeč tale za sedeže, kjer se lahko detaljno nastavljaš točno tisto, kar hočeš. Recimo spodnji del, tole stranske še. No, samo tale ploščica mi ni všeč. Bi bil kak vrtljiv gumb, recimo boljša rešitev. Če ste vsaj malo audiofila, pa si privoščite še ozvočenje Burmester, da boste med vožnjo slišali, kako zaigra 54. violina dunajskih filharmonikov, čeprav v resnici jih ni toliko. Okolje je še vedno dobro, izdelava pričakovano vrhunska, materiali so fajn, odlagališče je velik, tale ročica menjalnika tule je fajn postavljena, pa še za potnike je veliko prostora. Tamle zadaj za dva razvajena odrasla brez najmanjšega problema. Prtljažniških 550 litrov, kar je skupaj s prostorom v dnu, pa je sicer premalo za prevoz kakih koles ali pa večjih stvari, za vse ostalo pa ga bo več kot dovolj. Pa še tule zadaj je fajn v zadek skrita kljuka in vsakič, ko jo odprem, razmišljam, kak bi fajn priklopil Matejo parkolce tule gor, pa šel nekam na toplo. Glavni razlog, da nad križanci skoraj nikoli nisem navdušen, so vozne lastnosti. Višje težišče in večja masa pomenita, da avti bolj pretresajo in so zato manj udobni. GLC pa lahko ima zračno vzmetenje in takrat je vožnja odlična. Grbine zelo lepo pobira, preko grdih lukenj pa se popelje kot jadrnica preko manjših valov. Ob tem se niti ne nagiba veliko. Še posebej ne, če vse skupaj prestajamo program Sport Plus, ker takrat podvozje otrdi, volan postane težji, motor in menjalnik pa se postavita v napadalni položaj. Razlika med Sport Plus in Comfort je res kot noč in dan. Tudi občutek na volanu je brezhiben, zato je vozniško GLC bolj prijeten kot Q5 ali pa X3. Bolj udoben je, da ne boste mislili, da ocenjujem dirkaške vrline. V tem, da potnike pelje v udobju, je v tem segmentu enostavno najboljši. Če si boste privoščili še 4-kolesni pogon in takšen motor z oznako 300D, torej 2-litrski 4-valjni turbodizel s 180 kW, kar je 245 konjev, boste navdušeni. Šest sekund in pol rabi do 100 in s tem le 9-stopenjskim menjalnikom se odlično ujameta, zato je lahko umirjen ali pa živahno hiter. Motor zunaj nič kaj ni tih in ne deluje uglajeno, znotraj pa se ga skoraj ne sliši, tako da je itak vseeno. No, če ni, potem predlagam tistega z oznako 400D, ker ima 6 valjev, ali pa kar AMG GLC 63S, da bo ziher. Če iščete najboljšo možno kombinacijo vsega s poudarkom na udobju, potem gotovo. Če iščete poceni avto, pol pa niste na pravem naslovu, ker tale stane skoraj 92 jurjev, samo za 40 jurjev dodatne opreme. Za ta denar sem sicer vozil že bistveno slabše, tale pa je enostavno odličen.